Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Gospodarske zbornice Slovenije, ki jo pripravljamo na tematiko pretežno investicijske situacije v Sloveniji. Želeli bi se odzvati na nekatere zakonodajne spremembe, tako da danes smo z vami gospa Antonija Božič Cerar, ki je direktorica službe za varstvo okolja pri Gospodarski zbornici Slovenije, in pa kolega magister Vekoslav Korošac, direktor Združenja za inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije, in pa moja malenkost Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Največji ali pa najboljši pogled v prihodnost je investicijska živahnost. Po anketi Gospodarske zbornice, ki je bila narejena med 20. majem in 15. junijem, se je izkazalo, da je ocena 272 podjetij, ki so bila vključena v to anketo, in bo približno 20% ugotavlja, da bodo imeli prihodke enake ali boljše od leta 2019. Kar 80% vseh drugih pa ocenjuje, da bodo v povprečju imeli za petino nižje prihodke od leta 2019. Vendar pa nas poleg padca prihodkov skoraj bolj skrbi padec investicij. Več kot polovica anketiranih podjetij je povedala, da bodo investirali občutno manj kot v letu 2019. Investicije so naložbe v prihodnost, zato je treba narediti vse, da jih ohranimo v čim večjem obsegu. Vendar pa na Gospodarski zbornici smo zato malce globlje pogledali, ali je težava v investicijah samo zaradi epidemije in je ta tako negativno vplivala, in ugotovili, da odgovor ni samo epidemija, ampak da že zadnje desetletje v Sloveniji zaostajamo na področju investicij in da bo epidemija pravzaprav to samo še poglobila. Naredili smo primerjavo z EU27, tukaj so podatki še brez Hrvaške, kjer se kaže, da je sicer Slovenija investirala več od povprečja EU v gospodarske objekte, kamor štejemo nestanovanjsko gradnjo, torej poslovni objekti, skladišča, tovarne, in pa v inženirske objekte, kot so prometna in energetska infrastruktura. Torej v tem skupno smo investirali več kot povprečje EU, vendar pa je to tako tudi zato, ker je stopnja razvitosti tovrstne infrastrukture in gospodarskih objektov na zahodu Evrope višja kot pri nas. Ko pa smo pogledali skozi prizmo, kako se primerjamo z novimi članicami EU, torej 13 državami, ki so v Evropsko unijo vstopile po maju 2004, pa smo ugotovili, da pri merilu realne vrednosti gradbenih inženirskih objektov smo v zadnjem desetletju investirali za četrtino manj, medtem ko je bilo v novih članicah EU, je tam ta delež zrasel za 5%. Potem smo pogledali še en kazalec, in sicer koliko je zgrajene površine, ki je zapisana v gradbenih dovoljenjih, in ugotovili, da je v Sloveniji v zadnjem desetletju se je to znižalo za 10%, medtem ko je v novih članicah EU bilo višje za 26%. Torej se nam škarje izjemno odpirajo. Nove članice Evropske unije kažejo mnogo večjo dinamiko, kot jo recimo kaže Slovenija v zadnjem desetletju. Zato je naša ocena, da je potrebno narediti vse, kar je možno, da se investicije ponovno vrnejo v mnogo močnejšem obsegu v Slovenijo. In pa ko smo ugotavljali, kaj bi bili lahko razlogi za tako situacijo, jih je zagotovo več, vendar pa med njimi ne vidimo problem financiranja, ker se je ta zadeva precej razrešila, torej dostop do financ v Sloveniji je možen in ni oviran. Ravno tako ni problem v smislu zaupanja v državo, kar se kaže skozi stabilnost in dobre bonitetne ocene. Torej, kje je potem glavni razlog za ovire v investicijah? Ocenjujemo, da gre glavnina zaostanka pripisati dolgotrajnemu postopku, ki traja od začetka investicijskega projekta, ko ima investitor razdelano idejo, do začetka gradnje. Ta postopek ni samo dolgotrajen, ampak je tudi zelo mukotrpen in mukotrpen bolj kot v tujini, kot drugod. Če pogledamo še en podatek, na lestvico Doing Business 2020 smo Slovenija na 119. mestu od 190 držav.
Torej smo v skoraj zadnji tretjini vseh držav, ko pa pogledamo v Evropo, pa ugotovimo, da smo v zadnji petini evropskih držav. Torej v večini evropskih držav dobijo podjetja in pa posamezniki lahko gradbeno dovoljenje bistveno prej. Primerjali smo recimo z Nemčijo. Nemčija je na 30. mestu, Slovenija, kot rečeno, na 119. in v Nemčiji je povprečen čas za pridobitev gradbenega dovoljenja za nek enostaven poslovni objekt, kot je recimo skladišče, polovico krajši kot v Sloveniji. Tudi v pregovorno-birokratski Italiji je čas krajši za četrtino. Torej smo res zelo zbirokratizirali celoten postopek pridobivanja investicij, zato na Gospodarski zbornici spodbujamo oziroma ocenjujemo, da so bile spremembe, ki so bile napovedane v PKP2, ki naj bi olajševale postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja, da te izražajo eno odločenost države, da pospeši postopke in tudi da uravnoteži pravice investitorjev in civilne družbe. To je ena tema, o kateri bo spregovoril gospod Vekoslav Korošac, potem se bomo pa dotaknili še tematike odpadkov, ki je druga žgoča tema v Sloveniji. Gospod Korošac, izvolite. Lepo pozdravljeni, prihajam iz Združenja za inženiring. Kot vam je znano, se inženirji in inženiringi ukvarjamo z investicijskimi procesi tako na področju infrastrukture, prometne infrastrukture, železniške, energetske infrastrukture, varstva okolja in seveda tudi pri izgradnji industrijskih objektov. Dolgotrajni postopki umeščanja infrastrukturnih, energetskih, industrijskih objektov v prostor in pa seveda pridobivanje gradbenih dovoljenj v Sloveniji že povzroča zaostajanje, predvsem v realizaciji ambicioznih ciljev, ki smo se jih postavili. Ti naši ambiciozni cilji so prehod v brezogljično družbo, postopoma prvič do 2030, potem do leta 2050, potem infrastruktura, cestna, prometna infrastruktura, stanovanjska zgradba, učinkovita raba energije. Skratka, te veliki, projekti, te veliki cilji so zaradi dolgotrajnih postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj ogroženi. Zdaj, seveda, vlada je kot za ublažitev posledic pandemije v okviru zakona PKP2 tudi sprejela določene spremembe gradbenega prava, predvsem z vidika oživitve investicijskih procesov in seveda tudi z oživitvijo investicijskih procesov, tudi oživitvijo gradbeništva in približevanje ciljem, ki smo si jih zastavili. Po drugi strani pa nevladniki smatrajo, te okoljevarstveniki smatrajo to kot dvojno napoved nevladnikom, medtem ko pa seveda gospodarstvo in pa investitorji te spremembe v gradbeni zakonodaji podpiramo. Pri čemer je treba poudariti, da imate obe strani, tudi nevladniki, pa tudi gospodarstvo, pravzaprav skupne cilje. Vsi se zavzemamo za Pariški sporazum, za doseganje podnebnih ciljev, konec koncev se zavzemamo za razvoj gospodarstva, delovna mesta z višjo dodano vrednost in splošno blaginjo v državi. Tu imamo pa interese enake, seveda razlikujemo se pa v poti, kako do teh ciljev prideti. Zdaj mogoče glede na to gradbeno zakonodajo, namreč sama graditev objektov je zakonsko reguliran in pa kompleksen proces, ki zahteva poznavanje in pa upoštevanje gradbene, prostorske in okoljske zakonodaje. To se pravi, vse te tri vidike je treba upoštevati. Upoštevanje te zakonodaje se pa preverja skozi mnenja, soglasja in postopke pridobivanja dovoljenj za gradnjo in ne za vključevanjem nevladnih organizacij. Treba je vedeti, zato so predvideni drugi mehanizmi za preverjanje postopkov. V celovit proces graditve objektov so tako vgrajene številne varovalke za ugotavljanje sprejemljivosti posegov v prostor, skladnosti s prostorskimi akti in z tehničnimi predpisi, kar je seveda tudi eden glavnih razlogov, da te postopki trajajo sorazmerno dolgo. V čem je pa pravzaprav problem
z okoljevarstveniki. Problem je, če bi v enem stavku rekel, onemogočenje iskanja kompromisnih rešitev. Namreč vključevanje v integralne postopke ni več povezano z vprašanjem, ali je določena varianta ustrezna ali ne. Namreč že v postopkih umeščanja v prostor se delajo študije variant. To so variante različne, kako umestiti daljnovod, kako elektrarno. To se pravi, to se že v tem postopkih, že v prostorski dokumentaciji to upošteva. In seveda povezano je pa seveda tudi z presojo tehničnih rešitev. Tu pa seveda pride do konflikta z naravovarstveniki ali pa okoljevarstveniki, ki pa seveda nimajo ustreznih tehničnih znanj in seveda tudi ne morejo kompetentno presojati o tehničnih rešitvah oziroma predlagajo enostavno, da se objekt ne zgradi. Najenostavnejše je potem proti neiskanje kompromisov in to je, bi rekel, ključen problem, ki se pri nas pojavlja. Mi lahko to imenujemo tudi kot slabo prakso nevladnih organizacij. Namreč to prakso so nevladne organizacije razvile na temelju absolutne pravice sodelovanja v prostorskih, okoljskih in gradbenih postopkih, kar je po eni strani prav. Ampak namesto, da bi se pa nevladne organizacije ogradile od slabe prakse, na katero so jo opozarjali investitorji, pa tudi javnost, so jo pa dejansko z neodvisnostjo podpirali in jo tudi še podpirajo. Tako se uveljavlja praksa sodelovanja in vključevanja, ki temelji na pogojevanju, velikokrat izseljevanju, uveljavitev rezultatov na neverificiranih študijah domljivega vira ter na neutemeljenih in nepreverjenih dejstvih temelječih obtožbah in pa tudi tožbah. Veste, da prihaja tudi do tožb na sodišču. Zdaj, kaj so tudi posledice? Posledice so tudi kršitev legitimne pravice investitorjev. Tudi investitorji imajo svojo pravico. Namreč takšno delovanje nevladnih organizacij močno vpliva na podaljševanje postopkov, kar je včasih tudi njihov edini cilj. S takim ravnanjem se tudi grobo kršijo legitimne pravice investitorjev. Da, tudi pravice investitorjev varuje slovenska ustava. Vendar pa se seveda vedno kršenje teh utemeljuje in prikazuje skozi doseganje višjih varstvenih ciljev. Tako da to je en ključen problem. Kakšne so pa pravzaprav posledice te prakse? To je nestabilno investicijsko okolje. Slaba praksa sodelovanja nevladnih organizacij privedla do predvsem nepredvidljivega in pa nestabilnega investicijskega okolja, kar pa je nenazadnje povezano z velikimi tveganji in vpliva tudi na zmanjšanje investicijske aktivnosti. Vkolikor je bil to cilj delovanja nevladnih organizacij, je bil odziv ministrstva pričakovan. To se pravi, ministrstvo je moralo na to reagirati in seveda dejansko vzpostaviti eno ravnotežje med pravicami in pristojnostmi okoljevarstvenih organizacij in seveda na drugi strani investitorji in tudi strokovnimi organizacijami, ki to investicijsko pa projektno dokumentacijo izdelujejo. Zdaj, vprašanje, ali je MOP pravilno ukrepal. Mi na Gospodarski zbornici menimo, da je MOP moral ukrepati. Podpiranje takšnega investicijskega okolja bi dejansko pomenilo nadaljnjo upočasnitev družbenega razvoja Slovenije. Dejansko je bilo že prej povedano, da v zadnjih 10 letih na področju investiranja v infrastrukturo zaostajamo. Zato seveda tudi mi te spremembe gradbene zakonodaje podpiramo. Je pa treba nekaj povedati. Kljub spremembam je ministrstvo v zakonodaji v celoti ohranilo vključevanje strank v postopku ter vključevanje nevladnih organizacij in uporabo pravnih sredstev. Če mi dovolite, bi se še dotaknil nekaj praktičnih primerov, konkretno, da si boste konkretno predstavljali, kje je težava in zakaj se prizadevamo to težavo tudi rešiti. Primer doseganje ciljev v prehodu v brezogljično družbo. Naš cilj smo si ga postavili pri
deležu obnovljivih virov v končni rabi energije je 27%. To je opredeljeno v nacionalnem energetskem podnebnem načrtu. Evropa je glede na naše naravne zmožnosti ocenila, da ta cilj ni ambiciozen, njihov predlog je 32%. Zaradi dolgotrajnih postopkov umeščanja v prostor mi tudi cilja 27% skoraj sigurno ne bomo dosegli, saj tudi cilja, ki je bil postavljen do leta 2020, to je 25% delež obnovljivih virov, ne bomo dosegli in približno za 3 odstotne točke zaostajamo. To ima velike posledice. Prvič na ugledu države, drugič na kaznih, ki jih bomo mi zaradi tega plačevali, oziroma bomo morali iz obnovljivih virov kupovati energijo v tujini, ki tudi ne bo poceni. Poleg tega seveda pomanjkanje investicij vpliva tudi na zanesljivost in kakovost dobave energije. Mi smo do sedaj bili zelo visoko v svetu, na 12. mestu po kriterijih Svetovne energetske konference. Skratka, tu seveda se nam pojavljajo številni problemi. To je en primer. Drugi primer vam je sigurno tudi poznan, tretja razvojna os. Cestna infrastruktura, veliki problemi pri umeščanju v prostor, zamude pri gradnjah. Tretji primer, prenosna elektroenergetska infrastruktura. Samo primer, mi smo z Madžarsko leta 2003 podpisali sporazum, da bomo zgradili daljnovod Cerkovce-Pince, ki povezuje potem Pince z Hevizom z Madžarsko. Madžari so že pred 20 leti ta daljnovod zgradili, mi 20 let nismo uspeli ta daljnovod zgraditi in imamo seveda velike težave pri umeščanju v prostor. Mislim, tu nastaja po eni strani gospodarska škoda, po drugi strani seveda se pa zaradi tega zmanjšuje tudi zanesljivost elektroenergetskega omrežja. Predstavljajte se, kaj bi bilo, če ne bi mi leta 2014 že imeli zgrajenega daljnovoda Krško-Beričevo, 400 kV. Takrat, ki je prišlo do žleda januarja, takrat, če tega daljnovoda ne bi bilo, bi bila centralna Slovenija, vključno z Ljubljano, zelo prizadeta, imeli bi redukcije, izpade električne energije, temu smo se izognili. In ravno zaradi tega gospodarstvo, gospodarstveniki, inženirji menimo, da je treba v tej državi z okoljevarstveniki iskati kompromise in priti do rešitev in menimo, da je ta okoljska zakonodaja, ki jo bomo seveda tudi še dopolnjevali, ena pot, da do teh ciljev pridemo. Hvala lepa. Vidimo zavoro pri napredkih tudi pri ravnanju z odpadki. Če želimo spodbujati krožno gospodarstvo, moramo tudi vedeti, kako bomo ravnali z odpadki in kako bolje upoštevati evropske smernice in usmeritve. Antonija, izvolite. Predstavljajte si povprečno 4-člansko slovensko družino. Letno ustvari 2 toni odpadkov. Predstavljajte si, da s temi odpadki nima kam in da jih zbira na svojem balkonu. In če se še zamislite, da so mogoče kakšni deli teh odpadkov koristni, ali so odrezki od sadja in zelenjave, in ta povprečna družina teh odrezkov ne sme predelati v kompost in uporabiti. V bistvu je to glavni namen spremembe uredbe o odpadkih, ki jo je ministrstvo predstavilo pred več kot 1 mesecem. Daje neko pot, kako lahko zaključimo krog, ker vsi znamo odpadke ustvarjati, ne vemo pa, kako bi se te odpadke pretvorilo nazaj v proizvode. Oziroma, kdaj lahko preneha odpadku status odpadka. Evropa se je zavedala tega problema že pred cirka 15 leti in v direktivi iz 2008 je uvedla 2 mehanizma, zato da bi se koristne snovi koristno uporabile iz odpadkov. Ena je status stranskega proizvoda, ko v proizvodnem postopku lahko proizvajalec ugotovi, da je ta ostanek proizvod in da ustreza zahtevam za proizvode, da je njegova uporaba varna, oziroma status prenehanja odpadka. V tem primeru je odpadek nastal in daje pot, kako bi ta odpadek lahko spet postal koristna snov, ki jo lahko uporabimo.
Tako da ta merila so izdelana na podlagi sodb Evropskega sodišča. Glavno je, da ima snov neko koristno uporabno vrednost. Ustrezati mora tudi tehničnim zahtevam za to uporabno vrednost, ne sme škodovati okolju ali zdravju ljudi in mora imeti uporabno vrednost oziroma tržno vrednost. Uporabna vrednost je tudi to, da lahko določeno snov uporabite kot nadomestilo naravnim surovinam. In v bistvu nam je vsem cilj, da te naravne surovine in tudi krajino ohranimo. Tako da v bistvu, kot mi na zbornici ocenjujemo, je to pot, kjer bi olajšali te postopke. Obstoječa uredba v 4 odstavkih govori o statusu prenehanja odpadka, ampak se morate zavedati, da je zelo nedoločena, nedefinirana in je zdaj v bistvu ta pot zelo jasno določena. Tudi na ravni EU je Evropska komisija dala izdelati skupna merila za status prenehanja odpadka, ki veljajo v vseh državah članicah enako. Te so objavljene v uredbah za odpadno železo, odpadni aluminij, odpadni baker in odpadno steklo. In vsakič Evropa ugotavlja, kateri so vhodni materiali, kakšna je njihova kakovost, njihovo predelavo določa tudi, kje se lahko ti odpadki uporabljajo in določa, da mora imeti povzročitelj oziroma predelovalec sistem ravnanja oziroma upravljanja s kakovostjo. Tako da to ni kar tako prepuščeno brez pravil. Uredba, kot je določena zdaj, v bistvu to prakso od EU prenaša v našo zakonodajo in omogoča Agenciji RS za okolje, da preko dovoljenj presoja, ali predelovalec obvladuje te odpadke, katere odpadke lahko predeluje, kakšnim merilom morajo te odpadki slediti, kakšen sistem zagotavljanja kakovosti predelave teh odpadkov, kakšen je sploh postopek predelave in tudi, kje se sploh lahko ti predelane snovi uporabijo. Če pa prihajajo v stik s tlemi oziroma z zunanjim okoljem, pa določa še posebna pravila oziroma monitoring statusa okolja in vpliva teh snovi oziroma prehajanje teh snovi v okolje. Tako da v bistvu omogoča vsaj neki tok in predelavo odpadkov, ker sem vam prej pokazala primer družine. Predstavljajte si celo, da več let ne bi imeli kam s temi odpadki, da ne bi imeli samo 2 toni na balkonu, ampak več ton. Ocenjujemo, da glede na statistične podatke iz 2018, da bo ta sprememba predvsem olajšala predelavo gradbenih odpadkov. Gradbeni odpadki predstavljajo največji delež odpadkov pri nas, cirka 5 milijonov ton. Okrog 1 milijon ton je odpadkov, ki nastanejo pri termičnih procesih. Že prej sem omenila, da okrog 1 milijon ton mi proizvedemo kot gospodinjstva. Nas pa čaka še ena sprememba, ki jo je uvedla Evropa, in to je možnost, da tudi ko se ti odpadki, ki so koristne snovi, uporabijo, ostanejo odpadki. In v bistvu je to za možnost zasipanja oziroma ko odpadki nadomeščajo naravne surovine za infrastrukturne objekte. Tako da upamo, da se bodo končno ti tokovi odpadkov dejansko premaknili. Se zahvaljujem obima kolegoma za njuna dodatna pojasnila. Še enkrat bi izpostavila, kar je bilo rečeno, tudi v gospodarstvu podpiramo Pariški dogovor in trajnostni razvoj, vendar pa moramo prihajati hitreje do dovoljenj v gospodarstvu in pravice med
deležniki, tako na strani investitorjev kot na strani civilne iniciative. Ob tem je zanimiv tudi podatek, da je 90% pritožb na različna izdana dovoljenja, ki so bila vložena na drugostopenjsko presojo na Ministrstvu za okolje in prostor strani nevladnih organizacij ali civilnih iniciativ, se jih 90% torej izkaže za neutemeljena, vendar pa kljub temu v tem procesu se zelo podaljšuje čas, kdaj lahko nekdo začne tudi izvajati investicije, ki imajo lahko tudi širše javno dobro. Na drugi strani bi pa še izpostavila, kar je kolegica na področju odpadkov povedala, tudi krožnega gospodarstva ne bo brez uporabe odpadkov. Poleg predloga spremembe uredbe o odpadkih, ki je trenutno še odprta in še ni šla na vlado, pričakujemo, da se bo Ministrstvo za okolje in prostor lotilo tudi uredbe o zasipavanju in jo uredilo podobno kot v Evropi, torej da bomo lahko materiale, ki jih imamo, tudi smotrno uporabljali in s tem varovali druge naravne vire.